Lepo pozdravljeni. Letošnjo proslavo ob kulturnem prazniku bomo posvetili enemu od velikanov slovenske kulture in umetnosti. O Prešernu smo že govorili. Pred leti smo izpostavili Cankarja. Da koga imaš v mislih tokrat? Ti podam namig. Kultura ni le pisana beseda. Aha, torej glasbenik. Res je. Letos mineva 330 let od rojstva skladatelja in violinista Giuseppea Tartinija, ki se je rodil v Piranu. Njegova zapuščina je preko 130 violinskih koncertov, a tokrat ne bomo govorili o njim. Bomo pa prisluhnili Eni na klavirju. Sopomenka umetnosti, ki pripada osrednja osebnost naše proslave, je stavbarstvo. Rima pa sedma kultura. Kultura? Pedikura? Frizura? Agrikultura? Arhitektura. Smo že bliže. Arhitektura, ja. A če smo že pri rimah, bomo pred odkritjem osrednje osebe naše proslave eno zapeli. Kaj ne? Mogoče kdaj in kje živeli so ljudje, ki ni bilo jih strah pokazati roke v rokah. Mogoče kje in kdaj obstajajo tak je kraj, kjer je živel nekdo, ki bi mu mar bil dol. Nekdo, ki bi zbral pogum, ki bi znal poljubiti z besedami in res hudo bi to počel in bi mi pustil, da vase bi ga vzela in ljubila bi. Ki bi me ujel, ki bi me ogrel in me pijano bi objel, ko vrnem se domov in bi me volil, da pojem v postelji sredi noči. Nekoč morda nekje nekdo, če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš naokrog. Če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš okrog. Mogoče kje in kdaj ti priznam, da imam zate pol srca, da bi ti rada dala ga.
Če bi izbral pogum, če bi znal poljubiti z besedami, kot 100-krat prej si to počel, a si jih pustil pri tisti, ki je vzela, ljubila ni. Nekoč morda nekje s teboj, če je ki usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš naokrog. Če je ki usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš okrog. Pa nadaljujemo z ugibanjem. Potrebuješ dodaten namig? Zagotovo. Slovenski evrski kovanci. Na 2 evrih je Prešeren, na enem je Trubar in se konča. Konča? Očitno si poln denarja in te manjši kovanci sploh ne zanimajo. Pa ne, da me ne bi zanimali, samo na drugih manjših kvancih so samo nekakšne gore, živali pa zgradbe. Menda ne bo štorklja osrednja oseba naše proslave. Zgradbe, to je ključna beseda. Pa tudi živali in gore niso kar tako nekakšne. Simbol slovenstva Triglav, pa zaščitena pasma konj Lipicanec, da ne naštevam naprej. Še vedno nismo razkrili arhitekta. Oglejmo si kovane za 10 centov. Še ene žemlje ne dobiš zanj, zakaj bi me to zanimalo? Zato, ker je na njem predstavljen projekt slovenskega parlamenta, ki ga je izdelal znameniti slovenski arhitekt Jože Plečnik kot vizijo bodoče slovenske samostojnosti. Projekt sicer nikoli ni bil realiziran. Nad podobo je napis Katedrala svobode. Ko smo že pri svobodi, Lila Leta Bričman, 2A, ujeta kobilica. Nekje daleč je v svoji hišici živel fantek. Zelo rad je imel majhne živali. Nekega dne je na travniku našel kobilico. Bila mu je strašno všeč, zato jo je vzel in jo zaprl v steklen kozarec z luknjico. Kobilico je postavil na okensko polico, kjer se je počutila ujeto. Skakala je naokrog, a ni mogla nikamor. Zaletavala se je v steklo, ker je mislila, da je zrak. Potem je mimo prišla punčka in videla ujeto kobilico. Vedela je, da si tudi žival želi svobode. Mislila si je, uboga kobilica. Pogledala je, ali je fantek, ki je v bližini, a je videla, da je igral nogomet na igrišču. Potem je stekla v hišo in vzela kozarec. Nesla ga je na travnik in tam izpustila kobilico. Kobilica je bila tako srečna, da se je še vračala na travnik pogledat, ali bi tam našla punčko. Vsak si želi biti svoboden. Lucija Hojnik, 3A. Svoboda je. Svoboda je redka stvar, nimajo je vsi, ki bi jej želeli jo vsi. Svoboda je zabavna stvar, jaz jo imam, ko stečem v nov dan. Svoboda je potrebna stvar, potrebuje jo vsak, da lahko postane junak. Svoboda je lepa stvar, zato vzeti si je ne pustim, da lahko lepo živim. Zala Voršič Doleček, 7A. Biti svoboden. Kaj je to svoboda, se ljudje sprašujemo. Za nekatere je to šumenje rek in petje ptic. To je nekaj, po čemer vsak najstnik hrepeni, a včasih, če imamo preveč, tudi obžalujemo. Svoboda pomeni domišljijo, svoboda pomeni iti v svet, svoboda je tam, kamor te vodijo čustva, svoboda so želje otrok, sladke kot med. Svoboda so pesmi, zgodbe, glasba in ples, sedenje v potoku in poslušanje šumenja dreves. Svoboda je neodvisnost, svoboda je radovednost, svoboda je nekaj velikega, kar ima vrednost. A vendar, svobode nimajo odrasli in otroci vsi. Želim si, da jo lahko imeli obi. Zato pomagajmo jim. Ne izgubimo humanosti, ki pri življenju nas drži. Svoboda je nazadnje le neka predstava. Biti svoboden je to, kar si. Biti svoboden je, kar si vsak najstnik želi. Biti svoboden je to, kar bi morali imeti vsi. letos obeležujemo 150-letnico rojstva Jožeta Plečnika. 105
150-letnico? Me prav zanima, kako bi izgledal 150-letnik. Eni že pri 50 izgledajo stari. Jože Plečnik je najbolj prepoznaven obraz slovenske arhitekture, svoj pečat pa pustil tudi na Dunaju in v Pragi. Ampak mi bomo spoznali le objekte, ki jih je ustvarjal na slovenskem ozemlju. Torej se bomo sprehajali predvsem po Ljubljani. Začnimo na Tromostovju. Tromostovje je kompleks 3 mostov v Ljubljani, ki prečka reko Ljubljanico. Leta 2021 je bilo skupaj z drugimi dosežki Plečnika uvrščeno na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Morda veste, kje v Ljubljani se najpogosteje dogovorijo za srečanje tisti, ki Ljubljane ne poznajo dobro? Ne. Pri Prešernovem spomeniku. In če smo že pri Prešernu, ne moremo brez vrbe. Če torej začnemo sprehod pri Prešernovem spomeniku in prečkamo Tromostovje,
se kaj hitro znajdemo na osrednji tržnici, naslednjemu velikemu arhitekturnemu projektu Jožeta Plečnika. Ostanimo v Ljubljanici. Plečnik si je zamislil številne rešitve v obrežju Ljubljanice. Poleg Tromostovja pa je zasnoval tudi Čevljarski most. Veš morda, kako se še imenuje Čevljarski most? Ne. Prisluhni. Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsak vse, kar želi, tam skrije med svetlice te Julija bar. Če si zaljubljen, če si mlad, pa čez leto in čez dan, prišel boš tja z nevesto na magistrat. Če Šuštarski most, če Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost, če Šuštarski most. Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsak, kar išče, faculico, mož cviček in luna balkon. Največjo knjigo v učenjah, mini krilo v deklicah, še tole svojo pesem našla sem tam. Če Šuštarski most, če Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost, če Šuštarski most. La 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 la. Ljubljani za Ljubljanico najde vsak, kar išče, tam za večerjo vitez kopuna ti da. In maček cvička rdečega in če z mačkom greš od tam, lahko potunkaš glavo v rogovodnjak. Če Šuštarski most, če Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost, če Šuštarski most. La 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 la. Aha! La 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 la. Če prečkamo Čevljarski most, Šuštarski most. če torej prečkamo Šuštarski most in se usmerimo nazaj proti centru Ljubljane, se sprehodimo mimo poletnega gledališča Križanke In znamenite Narodne in univerzitetne knjižnice, oboje je prav tako delo Jožeta Plečnika. pa zaključimo sprehod po Plečnikovi Ljubljani na trenutno zapuščenem Bežigradskem stadionu. In na Žalah, ki jih je prav tako on zasnoval in kjer je pokopan. Prav razumem? Plečnik se je rodil v Ljubljani, je ustvaril v Ljubljani in je pokopan v Ljubljani. Izven Ljubljane se je premaknil samo do Barja, kjer je zasnoval cerkev svetega Mihaela. Zakaj bi ga torej slavili izven Ljubljane? Povedali smo že v uvodu. Veliko je stvarjal tudi na Dunaju in v Pragi, nekaj pa tudi drugod po Sloveniji, denimo v Prekmurju. Kar vidimo, je cerkev v Bogojini, tudi delo Plečnika.
smo že bliže. Kaj pa v Mariboru? V Mariboru je uredil notranjost kapele na Ljubljanski ulici. Gre za edino Plečnikovo delo v Mariboru, pa še obstoj tega je vprašljiv. Morda bo že kmalu na tem mestu garažna hiša. Ivana, tebe zanima poklic arhitekta? Mene ne, poznam pa nekoga, ki ima odličen smisel za sorodno vejo likovne umetnosti. Kiparstvo. Pa naj se kar sama predstavi. Sem Iva, obiskujem 5A razred. Vesela sem, da je moj ati kipar, tako lahko tudi jaz ustvarjam v njegovem ateljeju. Zadnjo skulpturo sem naredila v mesecu decembru. Takrat sem k ustvarjanju povabila tudi sošolki Evo in Ano. Skulpturo, ki sem jo ustvarila, je ptič pav. Pava sem naredila zato, ker mi je že od nekdaj všeč. A ptice imam rada, ker so del narave in lepo pojejo. Ko jih opazujem, se mi zdijo zelo svobodne. Na kratko bi vam želela predstaviti, kako se takšna skulptura naredi. Najprej sem na list papirja narisala skico pava. Nato je ati izvaril ogrodje in privaril na podstavek. Potem sem dala kašo, ki je narejena iz lepila. Začela sem nanašati modelarsko glino, nanesla sem 2 plasti. Ko se je glina posušila, sem nanesla še črno barvo. Potem sem še končno barvo nanesla, ki se reče patina. Uporabila sem zlato in temno modro bleščečo barvo. Pri tem je bil postopek zahteven, zaradi tega sem potrebovala malo pomoči od atija. Tako je nastala končna skulptura. Tako, spoznali smo delo Jožeta Plečnika in vabim vas, da si nekatere od objektov ogledate v živo. Jaz bom staršem predlagal, da gremo na Dunaj. Saj zabaviščni park Proter je tudi zasnoval Plečnik, kaj ne? Mi odpotujemo v Prago. Zmenjeno, jaz ostajam v Sloveniji. Morda obiščemo Ljubljano, vsem pa predlagam, da se pozanimajo, ali lahko karkoli naredijo za to, da ohranimo edini objekt Plečnika v Mariboru, cerkev na Ljubljanski ulici. Tako, proslavo bomo kot vsako leto zaključili s podelitvijo priznanj za najboljše prispevke v Bukvicah. Prosim, gospoda ravnatelja. Spoštovani učenci, učenke, učitelji, učiteljice, prav lep pozdrav na tej izvrstno in zelo lepo in toplo pripravljeni proslavi, katere del sem tudi prvič, in zagotavljam vam, da jo bomo tudi v bodoče izvajali ne samo tako, ampak še boljše. Iskrena hvala vsem sodelujočim in organizatorjem za pomoč in neizmerno požrtvovalnost v pripravi tega imenitnega dogodka. Jaz sem sicer pripravil krajši nagovor, ogromno je bilo besed danes o kulturi, tudi o svobodi, ki je bila osrednja tema Bukvic, zato dovolite, da prisluhnete nekaj mojim besedam. Kultura je širok pojem. Pravzaprav jo je zelo težko natančno predeliti, brez da bi koga izpustili. Včasih kulturo enačimo z umetnostjo. Tudi mene spomin na kulturo zanese prav v čas osnovne šole, ko so nas takrat učitelji in učiteljice v mesecu kulture spraševali, kaj je to kultura. Mi smo dvigovali roke in smo naštevali, ko pozdraviš odraslega, ko pozdraviš starše, sorodnike, ko rečeš hvala ali rečeš prosim. Takrat, kadar imaš rad družino, takrat, kadar imaš rad prijatelje, takrat, ko si prijazen in lepo govoriš,
takrat, ko prijatelju posodiš igračo ali knjigo. Tako smo si kulturo predstavljali kot otroci, kot učenci, takrat, ko so bili mlajši, tako kot vi, sedaj, dragi učenci in učenke. Te osnove za takšno razmišljanje pa ste prinesli iz primarne celice, to je iz vaše družine, v kateri se počutite najbolje. Zavedanje o pomenu kulture pa z leti raste, se poglablja. Kultura v primeru delovanja različnih inštitucij, zavodov, društev, osnovnih šol, srednjih šol, visokih šol in vas posameznikov je ena velika vrednota, ki se je moramo prav vsi zavedati. Je privilegij, ki nam vsem bogati življenje, a je prevečkrat premalo cenjen. Zato je prav, da se o kulturi pogovarjamo in se spominjamo tudi na takšnih dogodkih, kot je danes. Tudi v Prešernu je bilo nekaj povedanega. Slovenski kulturni praznik Prešernov dan sicer praznujemo 8. februarja, a smo ga zaradi različnih upravičenih okoliščin prestavili prav na današnji dan. Pravijo, bolje pozno kot nikoli. 8. februar je dan Prešernove smrti. Velikokrat so se v preteklosti porajali dvomi, zakaj pravzaprav praznujemo dan pesnikove smrti in ne rojstva. Morda je v tej odločitvi tudi malce simbolike, saj France Prešeren kot naš največji slovenski pesnik je simbol slovenstva postal prav po njegovi smrti. Vendar nas pa veseli dejstvo, da je že kar nekaj let v ospredju tudi datum njegovega rojstva in to je 3. december. Nekoliko manj znan praznik kot 8. februar, pa vendar. Ne glede na to, ali praznujemo rojstvo ali smrt velikega pesnika, je 8. februar tudi slovenski kulturni praznik, ki je tudi simbol življenja in veselja. V teh časih, ki nas obdajajo, pa naj bo predvsem simbol optimizma in boljše prihodnosti za jutri. Dragi učenci in tudi cenjeni mentorji, dovolite, da iz uvodnika, ki sem ga pripravil za Bukvice, izdaja 21, preberem tudi tisto misel, ki je nekako najgloblja v svojem pogledu na kulturo in predvsem na svobodo, ki je bila predmet lanskoletnega literarnega in litkovnega natečaja. Dragi učenci, dovolite si svobodo v svojih mislih in predvsem v vaši domišljiji. Tam vam je nihče, prav zares nihče ne more odvzeti. Je izključno vaša in od nikogar drugega. Svobodno razmišljajte o stvareh, ki vas razveseljujejo in vas polnijo z navdihom, z optimizmom za življenje, s pozitivno energijo. Kajti, če boste pozitivno razmišljali, šele takrat boste lahko še bolj kreativni pri svojem delu, pri učenju, pri svojih kreacijah. Učenje bo naenkrat lažje. Uspešnejši boste ne samo v šoli, pač pa tudi pri vaših obšolskih dejavnostih in tudi v vašem in samo vašem privatnem času. Želim vam, da še naprej krepite to energijo, ta pozitivizem, vsa tista področja vašega ustvarjanja, bodisi je to na literarnem področju, likovnem področju, glasbenem področju, športu, kjerkoli ste dobri in vsak je nekje dober, čisto vsak. Ob koncu mi dovolite, da vam čestitam za dosežen uspeh, za izvrstne literarne in likovne izdelke in prispevke, ki so zbrani v tem zborniku, ki so zagotovo plod vašega svobodnega razmišljanja in vaše domišljije. Hvala lepa.
pojavi ali bo kdo od učiteljic se mi pridružil? Dosti je tega. Prešernovo nagrado. Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejmejo Ema Baranašič, predstavnika razreda, preberem. Ema Baranašič, Eva Brvar, Adrian Dežman, Neja Fras, Niko Gračanič, Jana Hrastnik, Sumedin Julardžija, Kiara Kraševac-Glazer, Nika Krček, Kaja Lenarčič, Lukas Lušnic, Maj Mikluš, Georgije Mitrovič, Nikolaj Mlađen, David Oblak, Max Sikošek, Jan Natanjel Svetina, Julija Šajn, Andrej Todorovski, Žiga Vanovšek, Mila Vidovič, Aljaž Vlašič, Bor Volčanšek, Eva Vorše, Tim Zdravkovič in Vike Žlebnik Kološa. Vsem prejemnikom iskrene čestitke. Prešernovo nagrado prejme tudi Ema Bratec, Sara Mira Brence, Julijan Feguš, Pika Fijavš Kumer, Max Gomilšek, Ferit Halilović, Benjamin Hasanović, Jure Holc, Julija Hronek, Hugo Jerman, Lev Juni Kosmač, Andrej Lesjak, Špela Lučev, Lukas Lukman, Fran Mirt, Metod Mlinar, Minel Mujđić, Ivano Pavić, Vanja Sikošek, Anej Simić, Mario Tevanović, Ema Umek Šušterić, Nikolaj David Vesel, Karla Vuković in Ela Žalik. Iz tega sklopa Prešernovo nagrado prejme tudi Lila Leta Bricman, Julija Caf, Miha Boc, Blaž Brvar in Emeli Krempl. Naprej, Ema Palčič, Julija Jurgec, Mina Marzidovšek in Taisija Čebunina. Čestitke. Super. Potem imamo oddelek Ema Kušar, Nika Likl, Kaja Trčko Mikola, Arjana Jenuš, Amalija Topolovec, Lucija Hojnik in Elmija Rustemovič. In naprej Izabela Mergeduš, Lovro Lučev,
Emilija Zupanič Sluga, Eva Peserl, Jaka Ravnikar, Aleksander Sešek in Ela Bovha. Čestitke. Prešernovo nagrado prejmejo tudi Nija Regvat, Anka Skok, Taja Pecko-Škof, Sara Granda in David Murič. Koga imamo tukaj? Domen Božič, Lejlo Petelinšek, Max Koritnik, Iza Kovačič in Nana Kuhar Ferš. Čestitke. In naprej Vito Krajnc, Izabela Bricelj, Lara Miškovič, Lena Ozbič in James Noah Williams. Čestitke. Natan Belak, Jaka Brolih, Tadiva Juri Čingvaru, Tijana Režonja in Iva Mirt. Žan Krajnc Hudernik, Julija Šlamberger in Una Filipovič. Jan Jankulija, Svit Volčanšek in Lukas Šmigoc. Marko Petič. Manj kot jih je, boljši aplavz. Tukaj imam dva. Lucija Marinšek in Kristina Kocbek. Ani Zank, se opravičujem, če koga napačno poimenujem, Lina Fras, Sara Jankulija, Laura Šmigoc, Lana Vidmar in Zala Voršič Doleček. Potem pa še Lan Zorec, Maja Brence, Mija Grilič in Laura Stefanovič. Aljaž Hojnik, Tjaša Lipoglavšek, Oliva Srebotnik, Iva Nari Žnidaršič in Ela Pivka. Ivana Ela Roškar, Tita Rotar in Zoe Freja Jošt. Gašper Rutar Markuš, Filip Lev Židanik in Gašper Srebotnik. Predzadnji kup. Katarina Kocbek, Liza Hrast, Tinkara Lucija Simonič in Enja Leber. Katarina Berčič, Bor Lakič,
Gaja Posega in Izidor Zadravec Obu. Še enkrat čestitke vsem prejemnikom Prešernove nagrade za izvrstna dela. Jaz sem tole prelistal, pregledal in res ne samo, kar je tukaj zbrano, najbrž je ogromno tega ostalo tudi na vaših še nedokončanih izdelkih ali nekje v predalu na mizi. Tako kot sem vam povedal, dovolite si svoje sanje, izkoristite svoje danosti, svoje prednosti in ustvarjajte. Hvala lepa še enkrat.